A vam povem, kdo je oblikoval ta ključ? Kim Jong-un. Resno. V mislih je imel pa najbrž kakšno izstrelitev nuklearne konice. Ja, ne, napačna Koreja. Tole je Stinger, prvi Kim poskus v segmentu športnih limuzin, s katerim napada celo BMW-jevo štirico Grand Coupe in Audi A5 Sportback. Da bi na znamko Kia gledali z enako spoštljivimi očmi, je seveda težko, ampak mislim, da je Stinger s svojo radikalnostjo kar dober razlog, da mogoče lahko začnemo. Če vprašate mene, je tole eden najlepših avtomobilov, ki jih lahko še kupite za nek normalen denar. Zgolj privlačne zunanje linije seveda še niso dovolj, da bodo kupci kar drli v prodajne salone in mora Stinger znati še kaj drugega. In v bistvu zna. Tale notranjost je oblikovno sicer manj drzna, ampak vseeno zelo moderna. Ta velik zaslon je hiter in njegov vmesnik je intuitiven. Za najnujnejše funkcije so tukaj še lično oblikovana stikala. Zelo mi je všeč projekcijski zaslon in nasploh celotno vzdušje. Malo se zatakne le pri teh gumbih, ki delujejo malo ceneno in tudi ta aluminij ne ponudi tako prijetnega občutka, ko s prsti potegnem po njem. Ampak to so res malenkosti. Notranjost je v primerjavi z ostalimi modeli te znamke bistveno boljša. No in ker vem, da vas zanima, tudi zadaj se sedi dobro, le tisti najvišji potniki boste z glavami drsali ob strop, ker se streha tako hitro spusti in prtljažnik 400 litri prostornine v bistvu sploh ni majhen. Je pa relativno plitek. Največje presenečenje, vsaj zame, so vozne lastnosti. Čeprav tehta 1780 kg in se masa v zavojih vseeno čuti, se Stinger pelje zelo suvereno. Občutek na volanu je odličen, zadnji pogon skrbi, da je nos precej neobremenjen in prav lepo skoči v zavoj. 5 voznih programov so namenili vozniku in če vprašate mene, je med njimi premalo razlike. Smart naj bi se učil vaše vožnje, eko malo bolj zamori vse skupaj, komfort je tista standardna nastavitev. Potem sta tu še Sport in Sport Plus, ki poskrbita, da je podvozje malo bolj čvrsto, motor bolj odziven in krmiljenje dobi malce več teže. Sport Plus izključi še sistem ESP. Sport se mi zdi dejansko najboljši, čeprav me malo moti ta umetno ustvarjen globi zvok motorja. Klasičen je boljši. No, potem pa motor. 3 so na voljo, 2 bencinske, za katera sem prepričan, da sta boljša alternativa od tega dizelskega. 2,2 litra ima in 200 konjičkov, mi je lepo prečno zanimiv. Ni podhranjen, ampak tudi posebej zmogljiv ni nikoli. Takšna oblika avtomobila namreč kar kliče po večji moči. Za 4-valjnik je povprečno glasen, ker vseeno pomeni, da se ga znotraj kar sliši, porabi pa okrog 8 litrov. Pomaga mu precej dober 8-stopenjski samodejni menjalnik. Pač, za druge velike Kie je ta motor dober, za Stinger pa malo manj. S ceno 55 880 € in 7-letno garancijo ima še 2 aduta v rokavu in pod črto je tole zelo dober avtomobil. Odlično izgleda, se dobro pelje in tudi znotraj je naredil ogromen napredek v primerjavi z ostalimi modeli. Samo drug motor izberite, da bo res zaživel. In nujno takšno opremo GT Line, brez katere izgleda polovico slabše. Takšno barvo.